Živijo, moje ime je Marička, dobrodošli nazaj. Danes imam za vas pripravljen trening za trebušne mišice, ki vam bo v celoti vzel 10 minut. Če bi radi izboljšali ravnotežje oziroma dvigovali več, zato potrebujete močne trebušne mišice. V bistvu trebušne mišice sestavljajo 3 skupine. Vsem verjetno najbolj poznana trebušna mišica je six-pack, prema trebušna mišica, ki se nahaja na trebuhu. Druga skupina, imenovana prečna trebušna mišica, se nahaja globlje in ta deluje kot neke vrste steznik in objema naše organe. Tretja skupina, imenovana poševne trebušne mišice, ki se nahaja na straneh, pa vam omogočajo, da se lahko vrtite. Za lep oblikovan trebuh pa je potrebno trenirati vse 3 skupine pod različnimi koti. Trening bo potekal intervalno, vsako vajo boš izvajala po 30 sekund, nato pa bo sledila 10-sekundna pavza. Danes pri treningu potrebuješ le podlago in malček več prostora. Preden pa da se pomaknemo na trening, pa podari video like in če si nov, se subscribe na moj kanal in ne zamudi bodočih vsebin. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Pa se kar pripravimo za prvo vajo. Kakun trebušnjak je odlična vaja za celotne trebušne mišice. Lezite na hrbet, popolnoma iztegnite noge naprej in roke za glavo. Premaknite oziroma ponesite kolena proti prsnemu košu, hkrati usločite hrbtenico, ramena dvignite od tal in roke ponesite naprej, tako da objamete pokrčene noge. Zadržite sekundo in se počasi vrnite v začetni položaj, ter pazite, da se hrbtenica ne usloči oziroma odlepi od tal. Med pavzo se lahko pripravimo kar za naslednjo vajo kolo. Pri tej vaji lezite na tla, pokrčite kolena pod kot 90 stopinj in položite roke za glavo. Kolena dvignite proti prsnemu košu ter dvignite ramena s tal. Ko iztegnete desno nogo, zavrtite desni komolec proti levemu kolenu. Med izvajanjem vaje vedno držite ramena in noge nad tlemi, da ohranjate konstantno napetost trebušnih mišic. Osredotočite se na krčenje med vrtenjem trupa in raztezanjem na nasprotni strani. Sledi vaja obratni trebušnjak. Kolena držite tesno skupaj in jih pokrčite pod kot 90 stopinj. Rahlo se dvignite od tal in roke položite pod spodnji del hrbta ob bokih. Izdihnite, ko dvignete boke od tal in nato skrčite zgornji del trebuha in ga povlecite proti rebrovju. Hkrati skrčite spodnji del trebuha tako, da upogibate kolk. V končnem položaju naj se stegna približajo prsnemu košu, zadržite sekundo in se počasi vrnite v začetni položaj. Med pavzo se lahko kar pripravimo za vajo plank na komolcih. Pokrčite komolce in jih postavite neposredno pod ramena. Roke položite tesno skupaj za boljše ravnotežje in stabilnost. Dvignite boke od tal in ohranite ravno lego hrbtenice tako, da tvorite ravno linijo od ramen do stopal. Stisnite trebušne mišice in držite to napetost. Dihajte počasi in kontrolirano. Sledi vaja dvigovanja nog v ležečem položaju. Lezite na tla, pokrčite kolena in položite obe roki pod spodnji del hrbta ob bokih. Glava in ramena naj bodo rahlo dvignjena od tal. Pokrčite kolk in povlecite zgornji del trebuha proti prsnemu košu ter dvignite iztegnjene noge naravnost navzgor, dokler niso pod kotom 90 stopinj. Hkrati pazite, da hrbtenica ostaja ves čas v stiku s tlem. Pa se kar pripravimo za naslednjo vajo plezalec. Roke neposredno postavimo pod rameni, noge naj bodo ravne in postavljene v širini ramen. Približajte eno pokrčeno nogo proti prsnemu košu, brez da bi se z nogami dotaknili tal.
Ko se vrnete v začetni položaj, ponesite drugo koleno proti prsim. Sledi vaja Russian Twist. Pri vaji sedite na tla, pokrčite kolena pod kot 90 stopinj. Roke pokrčite in držite pred prsnim košom. Rahlo se nagnite nazaj, stisnite trebušne mišice in nato zavrtite v eno stran. Roke morajo biti ves čas pred prsnim košom. Lahko se dotaknete tal za več raztezanja. Ko začutite raztezanje, obrnite položaj še v drugo smer. Če želite vajo narediti zahtevnejšo, dvignite obe dve nogi od tal. Flutter Kicks je odlična vaja za preme trebušne mišice. Lezite na hrbet in pokrčite kolena pod kot 45 stopinj. Obe dve roki položite pod spodnji del hrbta ob bokih. Dvignite iztegnjene noge od tal, vendar ohranite rahel upogib v kolenih. Dvignite ramena in držite glavo v nevtralnem položaju. Izmenično dvignite levo in desno nogo. Dihajte kontrolirano in počasi. Sedaj sledi 30-sekundna pavza. Po pavzi vse skupaj ponovimo še enkrat. Ponovno se pripravimo za vajo Cocoon trebušnjak. Lezite na hrbet, popolnoma iztegnite noge naprej in roke za glavo. Premaknite oziroma ponesite kolena proti prsnemu košu in roke ponesite naprej, tako da objamete pokrčene noge. Zadržite sekundo in se počasi vrnite v začetni položaj. Ter pazite, da se hrbtenica ne usloči oziroma odlepi od tal. Izdihnite, ko se vrnete v začetni položaj. Med pavzo se lahko pripravimo kar za naslednjo vajo kolo. Med izvajanjem vaje držite ramena in noge od tal, da ohranite konstantno napetost trebušnih mišic. Osredotočite se na krčenje med vrtenjem trupa in raztezanjem na nasprotni strani. Kolo je dinamična vaja, pri kateri bodo delale preme in poševne trebušne mišice. Sekundarni poudarek je na prečnih trebušnih mišicah. Sledi vaja obratni trebušnjak. Obratni trebušnjak je učinkovita vaja, ki cilja na trebušne mišice s primarnim poudarkom na prečne transverzne trebušne mišice. Pri vaji bodite pozorni, da ne uporabljate zagona, ko kolena približate prsnemu košu. Vaja je namenjena krčenju in raztezanju trebušnih mišic. Močne trebušne mišice so zelo pomembne, če opravljate dejavnosti, ki vključujejo plezanje ali potisk nad glavo. Sledi vaja plank na komolcih. Položaj planka zajema celotne trebušne mišice in velja za zahtevnejšo vajo. Vaja, ki gradi na moči, stabilnosti in prožnosti celotnega telesa. Pri vaji pazite, da ritnih mišic ne dvigujete previsoko, ker tako odpravite napetost v trebušnih mišicah, ali prenizko, ker sile potiskajo na spodnji del hrbta. Ohranite naravnost telesa s komolci neposredno pod prsmi. Pa se kar pripravimo za vajo dvigovanja nog v ležečem položaju. Dvigovanje nog v ležečem položaju je dvigovanje telesne teže, ki učinkovito deluje na celoten predel trebušnih mišic.
Ta vaja vključuje tudi fleksorje kolka in mišice spodnjega dela hrbta. Vaja je dinamična, saj lahko preprosto prilagodite obseg dela trebušnih mišic, na katere se želite osredotočiti. Osredotočiti se morate na krčenje trebušnih mišic in jim pustiti, da opravljajo svoje delo. Vaja plezalca zahteva usklajenost. Ko obvladate pravilno tehniko in obliko, lahko povečate hitrost in izboljšate svojo kondicijsko pripravljenost. Vajo vedno začnite počasi. Vaja pomaga pri izboljšanju vzdržljivosti, prilagodljivosti, gibljivosti in stabilnosti. Pa se kar pripravimo za vajo Russian Twist. Vaja s poudarkom na poševne stranske trebušne mišice vključuje tudi spodnji del hrbta in fleksorja kolka, ter spada med zahtevnejše vaje. Za to vajo boste razvili osnovno moč, prožnost ter gibljivost bokov in trupa. Če želite bolj vključiti spodnji del trebuha in ustvariti močnejšo krčenje jedra, preklopite na različico z dvignjenimi nogami. Sledi še zadnja vaja Flutter Kicks. Pri izvajanju vaje poskrbite, da je medenica nagnjena proti trupu, zato so dlani postavljene pod spodnji del hrbta. S to vajo boste izboljšali prožnost in gibljivost v bokih in križu ter zmanjšali tveganje za poškodbe. Trebušne mišice naj bodo ves čas napete. Nog ne polagajte na tla. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, za večjo intenzivnost lahko vse skupaj ponovite še enkrat. Če vam je všeč takšna oblika treninga, pa dajte pisati spodaj v komentarje. In to je to, in se vidimo naslednjič. Čau!